Dobrodošli spet v Ambientih. Na vrsti je ena izmed zgodb, ki pletejo našo letošnjo rdečo nit, in to so prenove. Arhitekta sta dobila nalogo, da razmeroma majhno blokovsko stanovanje preuredita v sodobni dom za mlajši par, ki v stanovanju živi le občasno. Nova podoba je nastala ob zamenjavi inštalacij in z namestitvijo popolnoma nove notranje opreme. Poseben pečat pa sta vnesla s tem, da sta razkrila gradnik te zgradbe in mu namenila vlogo okrasnega elementa. Blok iz 70. let v središču Ljubljane so zgradili iz modularnih betonskih elementov. Tloris stanovanja je bil skladen s časom gradnje, zato sta arhitekta sledila želji naročnikov, naj bo stanovanje kar se da prostorno in svetlo. Med rešitvami so izbrali tisto, ki je ustrezala tudi finančnim sredstvom, ki so bila na voljo. Arhitekta Luka Fabijan in Urša Križman sta temeljito proučila tloris stanovanja, ki meri le 45 kvadratnih metrov. Pri prenovi blokovskega stanovanja se je vedno treba orientirati glede na to, kje so vodovodne in kanalizacijske cevi. Tako je, tukaj imamo to srečo, da je tlorisna zasnova stanovanja taka, da v sredini drži inštalacije, inštalacijsko jedro, na to jedro tudi pripeta kopalnica. Včasih je bila kuhinja pravzaprav na drugi strani tega prostora, ampak ravno zaradi te centralne pozicije in kopalnice v sredini smo lahko pravzaprav v sklopu te kopalnice tudi inštalacije premaknili skoraj kamorkoli smo si želeli, okrog tega jedra. Želeli ste nekako krožni promet organizirati na tem majhnem prostoru. Zakaj in kako vam je uspelo? Kaj ste mogli vse narediti za to? Se pravi, ta krožni promet je fino toliko, ker je stanovanje vse majhno, ali pa 2 ali 3 ljudje, ki tukaj bivajo, imajo potem včasih lahko kakšno zagato prostorsko in v tem primeru lahko vedno z ene ali z druge strani dostopaš in je potem stanovanje dosti bolj pretočno in zato bolj uporabno. Druga stvar, zelo pomembna, pa je, da smo pravzaprav dobili več svetlobe v ta stanovanje in posledično tudi občutek prostora večji. Ob podrobnejšem pregledu stanja so ugotovili, da so pri gradnji uporabili betonske bloke. In tukaj se je res pokazalo, da je to en tip montažne gradnje, ki so ga v tistem obdobju arhitekti in projektanti zelo veliko uporabljali oziroma celo raziskovali. In v dotičnem primeru govorimo o montažnih masivnih blokih v širini 120 cm, kar pa se je tudi pravzaprav, ko smo potem natančno gledali obstoječe stanje, tudi kazalo pravzaprav na stenah, so bile take lastne razpoke na vsakih 120 cm. Tako da to je pa tudi bila tudi ena, tako seveda se utrnila misel, da bi bilo fino z tega nekaj narediti. Kot prvo, da rešiš situacijo z temi lastnimi razpokami, pa kot drugo, da pokažeš pravzaprav, kje živiš, oziroma kje bivaš. Ker sta arhitekta že v enem njunih prejšnjih projektov oluščila montažni betonski element do golega, sta enako odločitev sprejela tudi med prenovo tega stanovanja, misleč, da bo stena enako gladka in celovita. Ko so odstranili omet, se je izkazalo, da sta se uštela. Ko se je ta stena pokazala, sem kar malo kleval pokazati to investitorjem. Še zame ni bilo enostavno, ker je res izgleda grozno. Pa moram povedati, da zdaj, ko je vse ostalo lepo, je ta stvar super. Prava vrednost golega betona se pokaže šele ob novem parketu, lepih belih stenah in svetilu nad mizo. Izbrana rešitev novega tlorisa je zahtevala odstranitev nekaterih predelnih sten. Ta beton vidimo še kje drugje, ne? Rekli ste že, da ste eno steno, da ste več predelnih sten podrli, ampak ostanke teh sten ste koristno porabili, ne? Tamle spodaj pri kuhinjskem pultu. Ja, en del teh sten smo lahko potem, ali pa zdaj se nam je smiselno in lepo, da jih vključimo v interjer, tako da se pokažejo v sklopu kuhinje najbolj. Tudi nekak cilj je bil, ali pa ideja, da bi pravzaprav te betoni držali celo konstrukcijo kuhinje, pa seveda tudi na klubski misci. To je bil tudi en produkt, ki je nastal pravzaprav čist sproti oziroma ni bil načrtovan in je bil narejen za to, iz tega stanovanja za to stanovanje. Notranjo opremo bi lahko opisali kot asketsko, pri tem pa izstopajo nekateri poudarjeni detajli, na primer pohištveni ročaji, stikala, izbor svetil.
Če pogledam na zgor, mi je zelo všeč tale lučka. Sej ni edina lepa, ampak ta je res nekaj posebnega, nismo še videli. Res je posebna, pa tudi zanimiva je zgodba, ker sta je pravzaprav našla investitorja. Z Uršo sva iskala primerno luč, to je pač eden najbolj pomembnih, na koncu res eden najbolj pomembnih elementov za bivalni prostor, res stoji v sredini prostora. Poleg tega s tem fantastičnim ozadjem je treba najti eno primerno luč. Da material je pravzaprav tisti, ki narekuje ambient. Ja, drži. Zdaj, če pogledamo pravzaprav ta prostor, če skromno rečem, ni nič posebnega. Ampak hkrati pa potem ravno takle kos, ki je tako izpoveden, drži eno težo celi tej kompoziciji. Kadar govorimo o prenovah manjših stanovanj, se pogovor pogosto dotakne iskanja prostora za shranjevanje, ki ga nikoli ni dovolj. Ja, pravzaprav shranjevalnih površin je bilo treba kar veliko zasnovati. In po njuni želji in seveda tudi nasploh se stanovanje pač potrebuje. V našem primeru celo je tako, da pač investitorja prijeta s kovčki in jih je treba nekam odložiti in na hitro pač razpakirati in potem tudi na hitro zapakirati nazaj. Tako da v tem primeru je to uspelo zelo elegantno, ker so omare postavljene na način, da tvorijo ene volumne v prostoru. Tako da in v teh volumnih so potem shranjevalne omare nastavljene. Lahko je z ene strani hladilnik, pa z druge strani garderobna omara. V eni je lahko niša v predsobi, pa je spodaj sušilni stroj. Tako da gre za eno tako zelo premišljeno kombinacijo, ki elegantno poskuša zakriti vse te shranjevalne prostore. Kolikšen znesek sta naročnika odštela za celotno prenovo z opremo vred? Ocenjujeta, da je bila vrednost prenove okoli 70 000 evrov. Morda se zdi komu znesek prevelik, če ga preračuna na kvadratni meter. A upoštevati je treba, da stroški storitev pri manjšem stanovanju sorazmerno narastejo. Končno pa šteje le rezultat in ta je pri pravkar videnem stanovanju res zgleden.